Zdaj tudi glede te teme, ki je naenkrat postala glavni šlager, potem ko je vlada, kljub zapletom z Desusom, predložila državnemu zboru 7. protikoronski paket, v katerem je na stotine milijonov pomoči gospodarstvu in državljanom. Glede nevladnih organizacij naj povem, da predlog, da se poveča možnost, da vsi, ki plačujemo dohodnino, komurkoli od teh organizacij nameni ne pol, ampak 1%, da je ta predlog prišel od sveta vlade za debirokratizacijo, od svetovalne skupine in od Olimpijskega komiteja. Zdi se nam pošteno, da ljudje sami odločijo, komu bodo dali 1% dohodnine, še enkrat več, kot je bilo to možno doslej, ali gasilcem, ali Karitas, ali Mirovnemu inštitutu, komurkoli, naj bo to njihova odločitev. S tem, ko smo to odločitev, ko smo sredstva podvojili in ko smo to odločitev prepustili ljudem, smo se vrnili k izvornemu predlogu izpred let, ko je sploh nastopila ta možnost, da vsak del dohodnine nameni nekomu, neki nevladni organizaciji, za katero misli, da dela v njegovem interesu. In s tem si vlada ni uzurpirala nič, vlada si je vzela inštrument iz rok, da sama odloča, komu bo dala denar. Ta inštrument je zdaj v vaših rokah. Če bo državni zbor sprejel drugačno odločitev, jo bomo spoštovali. Ko je pred 2 letoma ta možnost bila dana v zakon, sem jaz poleg, vem, kako je potekala procedura, to ni bil vladni predlog, to je bil amandma stranke Levica, ki je kasneje dobil večino. Zdaj, če bo večini v državnem zboru bolj odgovarjalo, da neka administrativna komisija ta denar deli, ne pa da ta denar delijo ljudje, ki plačujejo dohodnine, potem bo vlada ta predlog spoštovala. Se pravi, to ni končna odločitev, kot pred 2 letoma, ko se je, osnovni namen degradiral, bo tudi zdaj odločitev v rokah državnega zbora. Zaradi tega vlada sigurno ne bo razpadla, ker gre za vprašanje nekaj promilov sredstev, o katerih govori cel protikoronski paket, v katerem naslavljamo probleme več kot 700 tisoč ljudi v tej Sloveniji. Za nekatere so pa problem nekatere nevladne organizacije, ki same pravijo, da ne morejo zbrati 5 evrov od ljudi. Naj se vprašajo potem po svoji koristnosti.